Hello, evo me nazaj. O moj bog, kakšni dnevi so za mano, zelo pestri in intenzivni. Jaz sem pred prazniki imela plan, da bom med prazniki tukaj ful aktivna na tem kanalu, da bom ful raziskovala energije in tudi ful poročala o tem, kaj vse se na energijskem nivoju dogaja. Ampak moram povedati, da so me tej politiki tako izcuzali energijsko, da sem na neki točki mogla dobesedno zapreti vrata, zapreti vse kanale in reči: adijo, dajte mi mir, jaz rabim čas zase, da se spet kalibriram na svojo vibracijo, da se spet povežem sama s sabo, da prečistim svoje energije in da si napolnim baterije. Ker to je bilo crazy. Ampak okej, gremo začeti, da povem. Gremo začeti na začetku. Torej, jaz sem nazadnje snemala te posnetke v petek, 19. decembra. Na ta dan sem posnela tedensko poročilo, ki sem ga objavila še isti večer. In v tem tedenskem poročilu sem pač povedala, kaj se je dogajalo v preteklem tednu na energijskem nivoju, z energijo Janeza Janše. In ta isti dan dopoldne sem posnela tudi vpogled za Roberta Goloba. Se pravi, povezala sem se z njegovo energijo, jo raziskovala, imela sva kar tako zanimivo interakcijo. Če na kratko opišem, dal mi je za podpisati neko pogodbo, tam mi nekaj ni bilo všeč, zato sem jaz to energijsko prepisala. Ko sem uspela podpisati, oziroma ko sem podpisala to pogodbo, je Robert Golob pokazal viden ponos nad tem, da mu je uspelo dobiti ta moj podpis. In potem sva šla v njegovo pisarno, seveda na energijskem nivoju, in tam sem pač raziskovala, kakšno ima on pisarno in kaj mi ta pisarna pove o njem. Celo sem zasledila nekaj, kar bi lahko nakazovalo na zanimivo skrivnost, ampak Robert Golob me ni spustil zraven. No, in potem sem se odločila, da bom pač šla ven iz pisarne in videla sem, kako je bil Robert Golob tako ponosno se usedel na svoj stol in z navdušenjem čakal, kaj se bo zgodilo. No, jaz to vse posnamem, popoldne naložim ta posnetek na internet in pol zvečer, tam okrog 6. ure, oziroma pozno popoldne, dajmo reči, sem šla pogledat ta vpogled, ki sem ga naredila za Roberta Goloba. Najprej sem ga pogledala čisto tako iz svoje perspektive, da sem videla, če vse funkcionira, da sem videla, kako sem govorila, itak, kadar gledam te posnetke, jaz vedno berem mojo govorico obraza, ker to meni pove še toliko informacij. Dobim še ful enih zanimivih vpogledov v celotno situacijo. Obrazna govorica ful veliko pove o tem, kaj govoriš in kaj se skriva med vrsticami. Seveda obrazna mimika deluje podzavestno, ne, večino časa. Dobro, jaz se tule zdaj gledam, tako da včasih naredim tako malo. Okej, v glavnem, jaz sem pač pogledala to iz moje perspektive, ta video, in mi je bil super. Potem pa sem rekla, okej, daj da pogledam jaz to z energijo Roberta Goloba. Kaj to pomeni? To pomeni, da kadar jaz gledam posnetek, se lahko povežem z energijo neke osebe in potem med gledanjem posnetka spremljam njegovo energijo in tako vidim, kako se njegova energija počuti ob določenih zadevah, ki jih jaz pač povem. In presenetilo me je, da je bil Robert Golob zelo užaljen nad tem, kar sem povedala o njem. Sicer dobro, to zdaj to ni zame nekaj ful presenetljivo, ker na koncu koncev sem bila dejansko vsaj v prvi polovici tega posnetka do njega zelo kritična, oziroma sem izrazila ta svoj bolj negativni pogled nanj. Nekje proti sredini tistega posnetka sem videla, da okej, nekako je to uspel predelati, je uspel sprejeti, ampak v splošnem Robert Golob ni bil zadovoljen s tem, kar sem poročala o njem. Ampak sem rekla, dobro, pač Bog pomagaj, ne, jaz sem povedala tako, kot sem čutila, jaz sem povedala tako, kot sem zaznala in tako, kot sem ga jaz dojemala, in tako pač je, ne bom se zdaj nekaj prilagajala. Enostavno hočem ostati avtentična in govoriti po svojih občutkih.
No, potem sem ta video isti pogledala še ta tretjič, ampak tokrat z energijo Janeza Janše. In zanimivo mi je bilo, da Janez Janša ni pokazal nekih preveč čustev oziroma mnenj. Je ostal dosti skrivnosten, ampak sem videla v njemu nek tak nasmešek. Pač seveda mu je bilo nekako všeč, da nisem bila, da v bistvu nisem pokazala, da sem na Robertovi strani, ne. Pač to je Janši bilo seveda ne. In okej, jaz to pogledam, in vidim, da sem mogoče na Roberta malček preveč stisnila, da mogoče bi vseeno mogla biti malo bolj nežna, ampak glej, pač jebi ga, tako pač je. In nič, jaz grem naprej s svojim dnevom in bila je ura po moje nekje 8 zvečer na ta isti dan, petek, 19. In jaz kar naenkrat dobim en uvid. In vidim, kako je Janez Janša šel do Roberta Goloba, bila sta skupaj za neko mizo in Janez je Robertu razlagal o tem, kaj jaz počnem. Se pravi, on mu je razlagal, kakšen je celoten plan, kaj v bistvu, kaj je point vsega tega. In takrat je Robert začel to dojemati, ne. On je začel to, okej, ne. Je tako razmišljal in pol mu je nekaj kliknilo in onadva sta si pol podala roke. In jaz sem bila tisto, kaj je zdaj to, ne. Nekaj sta se imela, jaz nisem razbrala točno njunega pogovora, ampak sem lahko videla, kaj približno se pogovarjata, energijsko gledano, in čutila sem, da se pač dogaja nekaj okrog mene. Ampak mi je bilo vse skupaj nekako sumljivo, sem dobro, pač sem rekla, okej, važno, da Robert Golob ni užaljen, ne, da je predelal vse to, tudi če mu je Janez pri tem pomagal, nič hudega. Nekako mi je bilo super. No, pol je pa bila ura približno 10 zvečer na ta isti dan, petek, 19. december. In jaz kar naenkrat začutim neko energijo tle na mojem fizičnem telesu, kot da me nekdo grabi za roko in me cuka. Seveda to je zelo subtilno. Ampak jaz sem to zaznala, se pravi, na fizičnem telesu sem začutila energijo, ki me tako nekaj cuka in vleče. In takrat takoj se vklopim v energijo in pogledam, kdo je to, kdo me kliče, kdo me cuka, kdo me nekam vleče. In zagledam Roberta Goloba. On me je zagrabil za roko in me nekam peljal. In sem rekla, okej, čakaj, to moram pogledati, kaj se dogaja. Sem si vzela trenutek, se povežem na to vibracijo in opazujem to dogajanje. In tako mi je bilo jasno, kaj se dogaja. Namreč Robert Golob je dobil neko, pač Janez mu je uspel nekaj razložiti in Robertu je nekako postalo jasno in on je tule dobil neko svojo moč in je rekel, jaz bom Teo zaprl v zapor. In on me je dejansko peljal v zapor. Meni je bilo to izjemno smešno, zato ker pač, če mene zapreš na energijskem nivoju v zapor, je to nekako tako, kot če bi psa privezal na nevidni štrik. Mislim, jaz iz zapora zelo enostavno najdem izhod, pač na energijskem nivoju. To res ni nobena kazen ali pa neka omejitev, ampak okej, jaz sem rekla, dobro, ajde, naj me zapre, ne, pač bomo videli, ne bom se zdaj nekaj upirala, itak bom jaz se že rešila ven iz tega zapora, poznam tisoč en način, kako to narediti, tako da sploh ni problema. In res, on me pelje dol v neko klet in tam je bila neka take kamnite stene so bile in na eni steni so bile te rešetke in on me je tako prav vrgel notri, zaprl, zaklenil in šel. In v bistvu nisem bila niti še 10 sekund v tem zaporu, jaz sem že videla tam neko režo. Bila je v bistvu na nasprotni strani rešetke, bila je ena taka tanka reža in skozi to režo sem pač jaz lahko šla ven. Ne vem, jaz sem jo primila, sem jo odprla in sem šla ven. Ampak prišla pa sem v nekakšen tunel oziroma neko cev. Bila je bil je kot nekakšen zračnik, tisti mehki zračniki, ko so ponavadi pri napah gor, ko jih imajo nekateri ljudje gor na kuhinji, ki so taki pač mehki, ni trdo, ampak je bil cel črn in seveda velik, ne. In jaz hodim po tem jašku in hodim in smo šli tako in hodim, kao da sem rešila, ne, in pač moj namen je bil, da se rešim iz tega zapora in da grem pol, ne vem, pač poiskat Roberta in da mu rečem, hej,
jaz sem že zunaj. In končno pridem jaz ven iz tega jaška, pristala sem v neki sobi, ki je bila tako zlato obarvana, v bistvu taka zlata svetloba je bila, rumena svetloba, mislim, taka lepa, topla svetloba. In ko sem prišla ven iz jaška, kar sem videla, so bile neke visoke, mislim, neke dolge noge, in moški čevlji. In tako jaz pogledam gor in kdo je bil to? Janez Janša. Se pravi, jaz sem zbežala iz tega zapora in prišla sem direkt pred Janeza Janšo. In, in takoj, ko sem prišla ven, mi Janez Janša se tako nasmeje, ne. In je rekel: "No, glede na to, da te je Robert zdaj zaprl v zapor, se lahko pa z mano ukvarjaš. Fora pa je, da na ta vikend je prišel ven dokumentarec o Janezu Janši z naslovom Na svoji strani." In jaz sem takrat bila malček tako sumničava, to mi je bilo vse skupaj tako zelo zabavno in hecno. In ko sem se jaz tako z Janezom pogovarjala, sem nekako med vrsticami uspela razbrati nekaj zelo zanimivega. Namreč, ko sta se onadva za mizo tam pogovarjala nekaj o meni, sta na neki način skovala neki skupni načrt. In Janez je Robertu svetoval, naj me Robert zapre v zapor. In zdaj ne vem, ali je tudi Robertu povedal, da je zame pripravil izhod in da naj bo to vse kot neka taka igra, ali pa mu tega sploh ni povedal, tega nisem uspela razbrati, ampak fora pa je, da mu je torej Janez je Robertu razlagal, kaj je fora vsega tega, kar jaz počnem, in da naj me zapre v zapor in da bomo potem že rešili. In Robert je dejansko to naredil, on me je zaprl v zapor, verjetno mu je Janez še rekel: "Glej, če to narediš, potem bomo dobili moč nad njo, in ne bo mogla brskati po skrivnostih," ali kaj takega. In Robert je dejansko pač pol to naredil. Ampak fora je, da Janez je ustvaril tisto režo in zasilni izhod iz zapora. Zdaj, zakaj, ne vem, ker jaz bi se itak lahko rešila, ampak po mojem zato, ker je on dejansko hotel, da jaz potem na skrivaj pridem do njega in se namesto z Robertom ukvarjam z njim, ker je on tisti vikend, pač imel ta svoj dokumentarec na Planetu TV. In zdaj, okej, jaz se rada prepustim energijam, zakaj pa ne, če so se oni tako odločili, dajmo pa se tako igrati. In res, jaz se potem, ukvarjam z Janezom Janšo, ne. Dobro, pol je bila že toliko ura, jaz sem šla spat in vse to. 20.12., se pravi v soboto, v soboto pa spet, zdaj jaz si nisem tega vsega zapisovala, ker je bilo pač enostavno too much tega, če bi imela jaz zapisano vse, kar se je dogajalo, bi jaz ta današnji video lahko snemala 3 ure. Ampak v soboto je bilo ful enih takih zanimivih detajlov, sploh recimo jaz sem se z Janezom nekaj pogovarjala ali pa nekaj doživela in potem je on objavil nekaj, kar je bilo med vrsticami točno to, kar sva se midva pogovarjala. In to je bilo itak že tako crazy. Ampak dobro, v soboto itak niti nisem imela zdaj časa nekaj ful se s tem vsem ukvarjati, sem pa, razmišljala, koga bom naslednjega, s kom bi se naslednjim povezala. In nekako sem kolebala med, Luka Mesec in Miha Kordiš, mislim, da je Kordiš ali Kordiš, nekaj takega, iz stranke Mi socialisti. On je neka vzhajajoča zvezda trenutno, ima zelo, zelo zanimivo energijo in zelo, in zato mislim, da se bom z njim zelo, zelo kmalu povezala, po mojem v petek. Torej objavljeno bo v nedeljo. In vem, da sem v bistvu gledala po spletu tako malček njegove videe, pa tako, kaj govori, pa v bistvu raziskovala sem malček njegovo energijo in vse to. Ampak fora je bila, da mene je ful zanimal ta dokumentarec od Janeza Janše. Jaz sem si to hotela pogledati. Ampak žal, jaz doma nimam televizijskih programov. In sem si rekla: "Okej, pač ne bom tega pogledala, saj nima veze, ne, če je tako, je pač." Jaz sem iskala, če bi lahko to kje na internetu gledala, ampak pač ni bilo možno. In pol zvečer meni kapne, da ima moja sestra zelo verjetno
pač spletno televizijo, da ima geslo in to. In mislim, da je bila ura 8 zvečer, ko sem jim poslala na Messenger sporočilo, če mi lahko da geslo, da bi jaz si to pogledala. In zanimivo mi je bilo, da se to sporočilo ni hotelo poslati. Se pravi, Messenger je rekel unable to send. In to je bilo meni zelo sumljivo, ker me je spominjalo nekaj na ta zapor, ampak hkrati, če se Janez Janša hotel ukvarjati z mano, zakaj mi zdaj tle energije nekaj blokirajo? Torej, energije so mi nekaj blokirale, jaz mislim, da to ni imel Janez Janša pri tem nič, ali pa tudi ja, zato ker jaz sem moji sestri še enkrat poslala to sporočilo čez nekaj časa, ampak Messenger ni delal, ni hotel poslati tega sporočila. Če sem poslala drugim ljudem, je šlo normalno, moji sestri pa nisem mogla. In sem rekla, ok, to je ful čudno, ampak dobro, sej v bistvu ostane še nekaj časa, tako da lahko pogledam tudi kakšen drugi dan. No in pol okrog 11 zvečer ko sem šla spat, itak spet ta Janez Janša je prišel v moje energijsko polje, pa nekaj sva se pogovarjala, ne vem, kaj vse, mislim, to je bilo toliko pestro, da enostavno si tega ne more človek niti zapomniti, ampak na neki točki je on prišel do mene in me prav z rotečim pogledom prosil, naj si tega dokumentarca ne pogledam. In potem sem ga vprašala, zakaj ne, in mi je rekel tako, nekaj v tem kontekstu, Teja, ti si edina, ki me zares vidiš in nočem, da ti ta dokumentarec pokvari sliko o meni. Zdaj, kaj to pomeni, da sem jaz edina, ki ga zares vidim? Pač na tem energijskem nivoju sem edina, očitno. Ker jaz na teh energijskih nivojih, jaz sem pač zelo visoko. Zdaj, poglej, tle je fizični nivo, tle je zemlja. In potem imamo različne nivoje. Zdaj, če ti gledaš ven, skozi okno, si ti v bistvu en nivo višje od fizičnega, ne, v mislih. V mislih ti recimo opazuješ, evo zdaj recimo pada sneg in te misli so ta prvi nivo. In pol imaš recimo, če si predstavljaš, kaj moram iti v trgovino, moram to si pol že na malo višjem nivoju, pol če razmišljaš o preteklosti, si še na malo višjem, če razmišljaš o prihodnosti, si še na malo višjem. Skratka, to so te dimenzije, recimo ta New Age duhovnost temu reče, da živimo v 5. dimenziji, ne, kar meni to, oh my god, to je taka glupost, ampak okej, pustimo stati. Samo jaz na teh nivojih sem še višje, v še nekih višjih dimenzijah in na teh visokih frekvencah je dejansko zelo malo mislim, energije so vse, ampak zelo malo ljudi ima povezavo s svojo energijo na tako visokih dimenzijah. Okej? In recimo Janez je eden izmed teh in zato ima tudi on zelo močno energijo. Zato čutim njegovo energijo kot zelo, zelo močno. Recimo Robert Golob nima tako močne energije in on na tem nivoju, kjer je tudi Janez Janša, Roberta Goloba tukaj večinoma ni oziroma je zelo šibka, njegova energija je na tako visokem nivoju pač šibka. Kako se to tudi odraža? Recimo, zakaj mi je Janez Janša rekel, da sem jaz edina, ki ga vidim? Okej, prvič zato, ker na tako visokem nivoju je torej ful malo ljudi, ki so povezani s tako visoko svojo energijo, in drugič zato, ker recimo, če se jaz z Janezom Janšo nekaj pogovarjam in če midva nekaj dajmo reči ušpičiva skupaj, ampak nič ne ušpičiva, samo recimo, ne vem, se pogovarjamo o nečem ali pa nekaj skupaj z njim doživim ali nekaj se pač zgodi, se pol to takoj odrazi tudi v fizičnem svetu. Na primer, jaz imam z Janezom Janšo neko tako zanimivo interakcijo in potem čez kakšno uro grem recimo na Facebook ali pa na Instagram ali pa na TikTok ali pa kamorkoli in mi pride neka objava, ki je vezana točno na to, kar so se midva pač na energijskem nivoju pogovarjala. Lahko, da je direktno od njega ali pa je pač mogoče kakšen, ne vem, kakšen drug portal, ki objavi nekaj o Janezu in tako naprej. Se pravi, z njim so ful močne sinhronicitete in to je recimo še en tak dokaz, dajmo reči, ali pa še ena potrditev, da ima Janez Janša povezavo s to svojo višjo energijo. In da je ta povezava zelo močna in da me tudi njegova energija pač tam vidi in zazna. Zdaj,
jaz recimo Roberta Goloba vidim, tudi energija Roberta Goloba me vidi, ampak te informacije ne pridejo v njegov razum. Mislim, verjetno tudi v Janezov ne, ker pač ne vem, kako Janez dejansko obvlada energije. Jaz mislim, da jih ne toliko kot jaz, ampak da je to pri njemu vse bolj nekako spontano in podzavestno. Ampak recimo, če se z Robertom Golobom družim in če imam z njim neko zanimivo interakcijo, se nikoli ne zgodi neka taka sinhroniciteta, ko bi bila jaz ono what? Medtem ko z Janezom pa skoraj vedno. No, v glavnem, on mi je rekel, da jaz sem edina, ki ga vidim na teh energijskih nivojih in da nočem. In kot da v bistvu sem edina, ki dejansko vidim celo njegovo sliko, celo njegovo persono, celo njegovo to, kar on je. In zdaj, če bi jaz pogledala ta dokumentarec, je njega skrbelo, da bi jaz spremenila mnenje o njem. Namreč, meni se je Janez Janša ful prikupil. In jaz to še zdaj mi je smešno, ker če ti dam tako sliko in dajmo oceniti politike od -100 do 100, s tem, da od 0 do 100 je tisto, ko je pač politik vsaj neki, ne. Od 0 naprej je politik vsaj sprejemljiv, prebavljiv. Okej? No, zdaj, če vzamem Roberta Goloba od -100 do 100, preden sem začela s to golo Slovenijo, bi mu dala oceno 20, dajmo reči, Robertu Golobu. Janezu Janši bi pa dala oceno -80. Toliko sem čutila odpora do Janeza Janše, okej? Ampak po tej goli Sloveniji in po teh interakcijah z njimi na energijskem nivoju se je moje mnenje spremenilo. In sicer, Robert Golob je iz 20 prišel na 22, medtem ko Janez Janša je prišel iz -80 na 30, dajmo reči. Se pravi, še vedno sta oba tam dosti nizko, ampak razlika je ful velika. Se pravi, Robert Golob je dobil samo teh par nekaj točk, medtem ko Janez Janša jih je dobil več kot 100 praktično. In res se mi je tako prikupila njegova energija, tako res sem ga na neki način začutila. In očitno je njega skrbelo, da če bom gledala dokumentarec, da si bom pač premislila in mu bom spet odbila točke proč. In jaz sem rekla, okej, važi, ne bom pogledala, itak sem moji sestri že poslala, pa sploh ni hotela poslati, tako da bom to sprejela kot v bistvu neko sporočilo energije oziroma blokado energiji, da to ni prava pot. Okej. In pride končno nedelja, 21.12. In mene ful matra ta dokumentarec, ne. Na kar jaz ugotovim, da ta dokumentarec se sploh še ni zgodil. Da v bistvu bo šele oziroma ne, jaz sem mene je matral ta dokumentarec in potem sem poklicala mojo sestro, sva se slišali preko videoklica, sva se malo pogovorili, in vse to, pač o čisto najinih zadevah, no, in pol jo jaz vprašam, če ima to geslo in če mi ga lahko posreduje. Ona mi ga da in pol zvečer okrog 6, sem vprašala mojega fanta, če bi on gledal ta dokumentarec z mano, in je rekel, da ja. Nastavila sva si televizijo in potem smo ugotovili, da se ta dokumentarec sploh še ni začel in da je bila v bistvu nedelja tisti dan, ko je bil ta dokumentarec online oziroma ko je bila premiera. In jaz sem si rekla, veš kaj, jaz bom pač to pogledala, in tudi takrat sem se povezala z Janševo energijo in sem mu rekla, glej, jaz bi pač ful rada pogledala ta dokumentarec, jaz obljubim, da bom sprejela, tudi če bo kaj takega, kar meni ne bo všeč, bom probala pogledati preko tega, tako da mi zaupaj, ful me zanima, ful bi to rada si ogledala in pač obljubim, da ne bom zaradi tega dokumentarca izgubila, oziroma da ne bom te zaradi tega dokumentarca bolj grdo gledala ali kakorkoli, ne vem, kaj je bilo njega strah, v resnici nimam pojma. In končno pride ta 8. ura in ta dokumentarec se začne. Moram reči, da je imel, mislim, ta dokumentarec je bil tako
jaz sem pol naslednji dan gledala kritike in ta portal Mladina so ga ful skritizirali, tako očitno se vidi, da so oni anti-janšisti in da imajo ful proti Janši, ker so v bistvu preko njihove kritike se prav videlo njihovo obsojanje in ta negativni pogled na Janeza Janšo. Se pravi, niso dali objektivne kritike, ampak je bila ekstremno subjektivna in ekstremno negativna. Kar je okej, ne? Ampak v bistvu to, kar so oni povedali v kritiki, jaz se s tem nisem mogla kaj preveč strinjati. Namreč ta dokumentarec je bil nekako nizkoproračunski, zelo preprost. Ampak v bistvu point je bil samo to, da je Janez Janša povedal svojo zgodbo. In povedal je, kakšno je njegovo otroštvo, in povedal je nekaj glede njegovega očeta, in povedal je pol, kaj se je zgodilo takrat, leta 1988, ko je bil zaprt, pa kaj se je dogajalo v letu 1991. In v tem dokumentarcu je bilo toliko enih stvari, ko sem jaz v bistvu Janeza še bolj vzljubila, ker so bile take stvari, ko jaz sem imela občutek, da kot da moja energija in njegova energija se poznata še iz prejšnjega življenja. Dejansko. Zdaj ne vem, kaj je bilo v prejšnjem življenju, to bom ziher kdaj raziskala, ker me res zanima. Ne vem, mogoče me je dal Janez Janša zažgati na grmado. Ne vem. In zdaj mu je žal. Ne. In zdaj se jaz vračam kot čarovnica, ne, ker čarovnico v bistvu ne moreš ti zažgati. Mislim, lahko zažgeš, čarovnica ostane čarovnica in v bistvu vsakič, ko jo zažgeš, postane samo še močnejša. Ampak kaj je fora? Recimo ena od teh stvari, ki jih je v dokumentarcu povedal, je bila ta, da 25. 6. 91 se je Slovenija osamosvojila. In takrat so bile vojne. In takrat se je govorilo, da bodo te vojne trajale vsaj 4 leta. Govorilo se je, zmagali bomo v vojni, ampak to bo vojna, ki bo trajala najmanj 4 leta. Janez Janša pa je takrat bil prepričan, da bo vojne prej konec, ampak potem je rekel, noben pa ni pričakoval, da bo po enem tednu že fertik. In zakaj je to pomembno? Zato, ker jaz sem se en teden po osamosvojitvi tudi rodila. In pazi to, jaz sem šla potem gledat podatke. Na Wikipediji sem našla več o tej vojni. Reče se ji 10-dnevna vojna. 25. se je torej Slovenija osamosvojila, 26. se je začel napad. Torej 26. se je v bistvu začela dejansko vojna iz Beograda, res, kjer so prišli te neki, so začeli pač uletavati v Slovenijo in so se streljali, oziroma so imeli pač cele te neke drame. Jaz sem se rodila 3. 7. In jaz sem se rodila 3. 7. po noči. Zgodaj zjutraj. Ob 1 uri zjutraj. In tako kot piše na Wikipediji, 3. 7. zjutraj so šli spet neki oklepniki ali neka vozila iz Beograda ali spet ne vem iz kje, so šli proti Sloveniji in na poti do Slovenije so se jim kvarila ta vozila. Oni sploh do Slovenije niso mogli priti. In pazi to, 3. 7. se je zgodilo to, da so, pač ne vem kje, nekje v Sloveniji, mislim, da je bilo, čakaj, to imam jaz nekje zapisano, ker jaz sem v bistvu potem hotela narediti pač prav kritiko tega filma in analizirati in povedati vse detajle, njegovo obrazno mimiko, ki je skoraj neobstoječa. Zelo malo se razbere iz njegove obrazne mimike. Aha, evo, čakaj. Teja se rodi, evo. Na dan 3. julij, ne, iz vojašnic v Beogradu je proti Sloveniji krenila gardna divizija, vendar je zaradi okvar iz ure v uro večji del vozil ostajal ob cesti. Brez boja sta se predala 2 oficirja, 3 podoficirji in 45 vojakov na 3. 7. In 3. 7. je bilo v bistvu, ni bilo konec te vojne, ampak 3. 7. je bilo kar naenkrat čudežno, se vse spremenilo. In zdaj seveda, okej,
lahko rečemo, da nisem jaz kriva, ampak jaz pač vem, da sem to jaz prinesla. Jaz sem se rodila in sem prinesla mir v Slovenijo. Okay. In v bistvu sem pomagala Janezu Janši. On je bil takrat pod zelo velikim pritiskom. Pazi to. Njemu so rekli, njemu so, pač tako kot sem razumela iz tega dokumentarca, njemu so dali nalogo, oziroma njemu so rekli, od tebe je odvisno, če bo Slovenija postala samostojna ali ne, oziroma če bomo to vojno zmagali ali ne. On je bil poveljnik, ali on je bil v bistvu ta, ne vem, kako se reče, no, jaz te stvari tako pozabim, te njihove izraze, mislim, te politične zadeve. Ampak on je bil pač ta, ki je imel čez vso vojsko, on je v bistvu vse to ne kontroliral, no, pač kakorkoli kontroliral, dajmo reči. On je mogel poskrbeti, kje bojo, kaj bo tisto, kdo, kam. Pač on je bil vodja teh vojakov. In na njemu je, on je imel na ramenih fucking celo Slovenijo. Si ti to predstavljaš, da pride zdaj nekdo do tebe in reče, glej, jutri se začne vojna, tebe bomo določili za glavnega oficirja in od tebe odvisno, če bomo vojno zmagali ali ne. In ti moraš koordinirati vse te vojake, vse te cone, vse to. Potem pa je še ta fora, ne. Ko sem se jaz rodila, 3. 7., moj tata je iz Istre, ne. In on je bil pač v Istri, ker je bila pač vojna, ne. Moja mama je bila v Kopru. Ona je šla v porodnišnico v Kopru. In ko sem se jaz rodila, so sporočili mojemu očetu, da je dobil hčerko, in on je iz Novigrada mogel priti v Slovenijo, ampak ker je bila vojna, so bile vse meje zaprte. In on je v katrco dal ne vem koliko litrov šnopca in se je vozil po Dragonji, po gozdovih v Dragonji, in če ste si pogledali tisti video, ko sem govorila o Janezu Janši, pač Janez Janša in moj eksperiment, sem govorila o Dragonji in zakaj je Dragonja pomembna. Se pravi, moj tata je na 3. 7. v katrci se vozil tam po Dragonji, po gozdnih poteh, da bi on prišel v Slovenijo, in vse te vojake in carinike, ki jih je srečal v gozdu, jim je dal vsakemu po liter šnopca in jih prosil na kolenih skoraj, da, oh my god, in jih je prosil, da ga spustijo v Slovenijo, ker se mu je rodila hčerka, in ti policaji so bili ful prijazni in so ga spustili, seveda pač samo, da so dobili ta šnopc ali vino, saj ne vem, kaj nosil. Ampak ne, Dragonja, pač ko je Janez Janša rekel, da po enem tednu je bilo vsega konec, in takrat se je prav videlo iskrice v njegovih očeh, prav ono, ker se vse to zgodilo tako, kar naenkrat je bilo vsega konec. In jaz pol razmišljam, grem brat, in vidim, da 3. 7. je bil dan, ko se je to vse spremenilo iz danes na jutri. To mi je bilo zelo zanimivo. Potem še en del zanimiv, ki mi je bil v tem dokumentarcu, mi je bil, ko je govoril on o tem, da rad bere knjige in kako je on knjižni mol, mislim, kako je on ful rad bral knjige, in ena stvar, ki mi je bila zelo zanimiva, je rekel, da v osnovni šoli so mogli za nalogo narediti obnovo, kdo je Vitku zašil srajčico, in on je rekel, da je napisal v obnovo vse, kar je bilo v knjigi, plus še malo je dodal. In zakaj mi je bilo to tako zanimivo? Zakaj sem tle čutila tako neko povezavo? Zato, ker jaz sem napisala knjigo, svojo knjigo, čakaj, jo grem iskat. Jaz sem napisala prav posebno knjigo in v bistvu glih o teh dimenzijah z mojim učiteljem. Fora te knjige pa je, pač ta knjiga je podobno to, kar delam zdaj z Janezom Janšo pa z Robertom Golobom, samo da je bilo pač to z mojim učiteljem. Fora pa je, da na koncu manjka nekaj besedila, oziroma je izbrisan, oziroma zakrit. In takrat sem prav začutila, o moj bog, mogoče bi pa bila ta knjiga, čakaj, koliko je? V bistvu 2 strani sta zbrisani, ne, se pravi, samo nekaj stavkov je, ampak tukaj so samo te narekovaji pa ločila. V bistvu manjka. In sem si mislila, o moj bog, mogoče bi pa Janez Janša, bi mu bila ta knjiga zelo zanimiva, ker bi lahko on tukaj še nekaj dodal. In tudi mi je bilo zanimivo, ker je pol še tako kot rekel, da on je nekako ostal še v tistih časih, nekih, ne vem, napisal neko svojo knjigo,
ko je že naslov, ne vem, sem pozabila. In je na nek način tako, na tak lep način je malo kritiziral to moderno umetnost in je tudi rekel, da že platnice današnjih knjig so drugačne. In ja, moja platnica je definitivno zelo posebna, ampak kaj mi je še posebno pri tej moji knjigi in pri tem, kar sem izvedela o Janezu Janši, pa je to, da bi se on v tej knjigi verjetno zelo prepoznal. Sicer ta knjiga torej ni o njemu, je o mojem učitelju, ampak ima ta zelo, zelo podobno energijo in predvsem ta svet, to je, kateri svet, čakaj. Zakaj ne piše? Ja, tle piše. Svet nadzora. Tukaj, v tej vlogi bi se pa on zagotovo našel, kot moški v tej knjigi. Ampak kasneje sem ugotovila, da bi se on kar lepo lahko prepoznal v v vseh teh, mislim, v vseh teh drugih svetovih, kjer govorim o Stevu, o mojem učitelju. Mislim, da ima on to energijo kar lepo nekje v sebi. Potem pa je še rekel, še to, zakaj ta knjiga, ne. On je rekel, da je en dan pač prinesel v si je sposodil knjige in že naslednji dan zjutraj jih je prinesel vrniti. In mu je knjižničarka rekla: "Ja, pa nisi menda tega že prebral?" In on je rekel, da ja. Torej, na neki način sem ugotovila, da on ful hitro bere. In ta knjiga je prav posebna. Zakaj? Ker ima take odseke, dva taka dela, kjer piše: odloži knjigo in prespi. Zato, ker je toliko dogajanja v knjigi, da če si nekdo, ki rad hitro bere, moraš zapreti to knjigo in prespati, zato ker če ne, je enostavno preveč informacij in izgubiš bistvo in te v bistvu knjiga ustavi. In to se mi je zdela taka zanimiva. Jaz mislim, da bi ta knjiga bila Janezu Janši še kar zanimiva. Pa še nekako bi lahko rekli, da si je podoben, pač plešast. Pač to je ženska energija, to je moška energija v nas, vsi imamo obe energije v sebi in point je, da najdemo ljubezen med njima, ne, ravnovesje med njima. V glavnem, vidiš, to je toliko, mislim, meni ljudje rečejo, več mi jih je reklo, da preveč govorim in nič ne povem, ampak pač ni fora v tem, fora je v tem, da pač te ljudje tega ne razumejo, ampak tudi to je toliko, pač jaz sem si hotela narediti strukturo, ampak to jaz ne morem, pač to je to. Okej, pustimo stati. V glavnem, njegov dokumentarec se me je v bistvu na lep način dotaknil. Ful sem se našla v teh njegovih besedah, torej s to vojno, s knjigo, pa še v bistvu ena stvar je bila taka, ko sem bila, ampak zdaj ne spomnim se točno. Pol pa sem jaz hotela posneti v ponedeljek, sem hotela posneti kritiko na ta film, kot sem že rekla, analizirati njegovo govorico obraza, njegovo držo, njegove roke, kaj on je dostikrat, tekom dokumentarca dostikrat tako držal roke in tako si delal. In v bistvu vse to povedati, kaj pomeni določena govorica, kaj pomeni, ko ima tako roke. Še neka stvar je bila, oh my god, ko je govoril o očetu, tisto je bil prvi trenutek, ki me je tako, ko je on govoril o svojem očetu, v tem dokumentarcu je bilo tako. Smo imeli različna poglavja in vsako poglavje, ko se je začelo, je on pač gledal neke slike, neki album, ne, in pol glede na slike smo v bistvu spoznavali, o čem se bo to šlo. Zdaj sem spomnila še ene stvari, ki je ful pomembna. In ko je govoril o očetu, je odprl suknjič in vzel slike ven iz žepa. In ko jih je pogledal, jih je dal nazaj notri v žep. In takrat je mene spreletelo, ko sem zdaj nazadnje, ko sem delala ta video in skenirala njegovo energijo, na koncu sem mu jaz vrnila tisto sliko, ki sem mu jo 4 leta nazaj ukradla, in on jo je prepognil in si jo spravil v žep. In tukaj sem razmišljala, o moj bog, kaj pa, če sem mu jaz ukradla to sliko in bi on mogel v dokumentarcu še nekaj povedati, ampak se je pol odločil, da tega ne bo povedal, ker ni imel slike, seveda, na fizičnem nivoju je imel to sliko, če bi hotel, bi lahko povedal. Ampak energijsko sem mu jaz to sliko ukradla, kot da bi na neki način mu onemogočila, da je spregovoril še o neki tematiki, ki je bila pomembna,
glej, zdaj še to, da povem, kar nekaj ljudi mi je govorilo, da jaz delam črno magijo. To ni črna magija, prosim vas lepo. Črna magija pomeni, da ti nekomu zavestno hočeš škoditi, to pa ni nobena škoda, to je v bistvu igra, energijska igra. Jaz ne vplivam na Janeza Janšo, jaz vplivam na njegovo energijo, ampak njegova energija je njegov filter in če njegova energija oceni, da nekaj se mora zgoditi, jaz lahko delam kar čem, ampak ne bo to vplivalo na Janeza Janšo, okej? Črna magija je čisto nekaj drugega. To, kar jaz delam, je igra z energijami in to gre vedno v najvišje in največje dobro, nikoli ne delam nič zlonamernega in tako naprej. Tako da jaz, ko sem mu ukradla to sliko, mu nisem vzela možnosti, ampak sem mu mogoče energijsko preprečila. Naprimer, v ponedeljek sem se pol jaz lotila to snemati, ta moj feedback, ta moj komentar na dokumentarc in jaz mislim, da mi zmanjkuje časa, moram pohiteti, ful imam še za povedati. In sem snemala in sem dala ta screen share, ne, in dvakrat sem posnela, dvakrat, zato ker sem rekla, ok, prvič sem posnela in pol sem videla, kako sem govorila in sem rekla, bom zdaj posnela še enkrat, da povem malo bolj smiselno in bolj logično in ko sem jaz končala snemati, jaz vse to ugasnem, pospravim mikrofon in grem jaz pogledat popoldne te posnetke in sem dala napačen ekran, se pravi, namesto da smo gledali dokumentarc, smo gledali moj browser internetni, pač kar eno stran. Se pravi, posnetek je bil praktično uničen, neuporaben. In sem rekla, dobro, bom kasneje to posnela, ampak pač med prazniki nisem mogla, ker sem odklopila vse skupaj te politike. Koliko imam še za povedati, oh my god. V glavnem, včeraj sem se odločila, da pa bom posnela pač zdaj ta mojo kritiko na ta dokumentarc, sem šla gor pogledat, ampak zdaj pač žal ta dokumentarc ni več online, ne. Ker televizija ima pač omejeno dni, ko lahko gledaš, tako da zdaj žal ne morem. Pač verjetno bodo dali ponovitev in bom mogoče lahko takrat naredila, ampak na neki način recimo tudi energije so meni preprečile, da posnemem kritiko na ta dokumentarc. Zakaj? Ne vem. Mogoče zato, ker je bolj point, da povem tukaj v tem posnetku. V glavnem, se pravi, bil je ponedeljek 22.12. in jaz sem to posnela in sem videla, da je to vse skupaj en krep. Ampak pol 23.12., pač tle se je začelo, po tem dokumentarcu se je začelo z Janezom Janšo ful dogajati. In pazi to, pač najine energije so bile konstantno v nekih interakcijah, konstantno. In kaj to pomeni? To pomeni, da sem šla jaz ob 11. zvečer spat in jaz do 5., 6. zjutraj nisem mogla zaspati. Kaj vse sem jaz, pač jaz in Janez Janša, ne, midva sva že best frienda, pač jaz ne vem, če to on ve, ampak mislim, jaz ga poznam bolj kot on sam sebe pozna, 100%. In ful mi je bilo zanimivo, sva se en dan s fantom pogovarjala in jaz tako kao govorim, ne, kaj vse sem jaz z Janezom doživela, kaj vse sva počela, kaj vse sem zvedela o njem, kako se je on odzival na različne stvari. In pol je rekel, dej, itak, če bi ga pa v živo videla, pa bi ti bilo ful nerodno, pa bi bila ko ena kura, ne. In to mi je ful zanimivo, tudi to sem razmišljala, kako bi se jaz obnašala, če bi se zgodilo, da bi Janeza Janšo dejansko spoznala 1:1. In to je ful zanimivo, ne. Če on, recimo, če bi nas povabil RTV na, kao, oni bi videli mene in bi rekli, Janez Janša, glej, tle neka Teja, neki palamudi, dajmo, a ste za, da naredimo en intervju, tak slepi intervju varianta. In on bi kao, pač bi bila, mislimo, bi tam prišli in če bi jaz tako, da on ne bi vedel, kdo sem jaz, kaj počnem, kaj govorim, to bi bilo ful awkward, ker pač meni bi šel on ful na živce. Ker jaz se z njim ne morem pogovarjati nekaj uradno, pa da ga vikam, pa ja, gospod Janez Janša, seveda, mislim, zame pač nemogoče, ne, zdaj, če bi pa on pogledal te posnetke dejansko, pa da bi on pa da on dejansko je povezan s to svojo energijo in da zna pobirati informacije dol,
pol bi bila midva kot best frienda, dobesedno, 100%. Zdaj pa bolj, kot bi se pa on neki te zidove delal okrog sebe, bolj bi meni to šlo na živce in bolj bi bila jaz taka zgubljena ob njegovi energiji. Tako da ja, to bi bilo ful zanimivo videti, kako bi se to išlo. Ampak dobro, pustimo stati, mislim, v glavnem, ful je ena pomembna še informacija o vsem tem. 3 dni, torej jaz nisem mogla spati zaradi Janeza, ne. 3 dni do 6. Veš, kako je to mučno. In jaz sem bila pol že sesuta, pač konstantno neki. Pa recimo šla sva tudi skupaj hribarit, ne, v gore. Moram reči, da v gorah je tako ful dolgočasen Janez. Tako čisto brezvezen, sploh ne moreš nič se z njim pogovarjati. In to je rekel tudi v dokumentarcu, on je rekel, da gore te ni rekel ponižajo, ampak gore, kako je že rekel? Ne vem. Pač, da te gore kot dajo res na tisti osnovni nivo, ne, na nulo. In dejansko, ko sem šla z njim na gore, v bistvu pač čisto drug človek, tako ful usmerjen vase, sicer prijazen, ampak na energijskem nivoju totalno brezvezen. Je ful bolj zanimivo delati druge stvari z njim, na primer, bila sem, kot pač ta SDS je imel kao neki dogodek in so bili v neki dvorani. Jaz sem bila na tem dogodku z enim mojim prijateljem, ne vem kdo, ne poznam ga, pač tam je bil en tip, ki je bil kao moj prijatelj. In on je bil kao z mano tam na tem dogodku. In pol je prišel Janez Janša do mene in mi je rekel, pridi z mano v pisarno, in pol sva šla tam kao v njegovo pisarno, ne pravo mislim, ne pravo pisarno na energijskem nivoju, ampak neko tako začasno pisarno v tisti dvorani na energijskem nivoju. In tam je on dal še neko pogodbo za podpisati, sicer ne vem kaj. Bila je kot neka varianta članarina, ker vem, da sem dobila tudi. Kako sem rekla ta članarina? To sem rekla pravno, kot da bi rekel Janez Janša. Članarina. Ful smešno. Tudi v tistem eksperimentu, ne, na koncu sem pač rekla, Janez Janša si je mogel nadeti črno masko, pač tak, ful imam tak prazen pogled, nobene telesne, nobene obrazne mimike, ne, ker sem imam drugače ful tako izrazito obrazno mimiko, ne. Skoraj bi se lahko rekli, da se pačim, ne. Medtem ko Janez Janša ima prav ono beton. Pač ful on ne komunicira z obrazom, to je ta njegova črna maska, ne. On se je pač to nadel, zato ker pač, mislim, toliko, koliko je on dobil hejta v lifeu, kako boš drugače, mislim. Jaz sem to videla na svoji lastni koži, sicer ta hejt, ki sem ga dobila jaz napram temu, kar je dobil on, to je 0,001% proti 100, ne, ampak pač enostavno rataš drugačna oseba, ko te napadejo negativne energije, ker mislim, kako češ drugače ne moreš preživeti, v glavnem. V bistvu, on ima sicer zelo, on ima obrazno mimiko, ampak kadar so te politične zadeve in vse tako, on je zelo tako, ne, ful, v bistvu še jaz sem zdaj preveč dala, on je dobesedno nič. Kot da bi imel botox, tako nekako. Ok, v glavnem. Me že boli glava, fak, veš, koliko imaš še za povedati? Dobro, ok, če jim bo prekinilo, bom šla še enkrat. Ok, dajmo si vzeti. Vdih, izdih. Ok. V glavnem, ker zdaj prijemo do onega najboljšega dela. Gola Slovenija!